Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, dobrodošli na današnji novinarski konferenci, ki jo posvečamo mednarodni številki za klic v sili 112. Boštjan Tavčar, vodja službe za informatiko in komunikacije na Upravi za zaščito in reševanje, bo predstavil kratek pregled zgodovine številke 112, statistične podatke o klicih v preteklem letu in nas na kratko seznanil z letošnjo vodilno temo, to je naslednja generacija klica v sili preko omrežja PEMEA. Boštjan Tavčar, predajam vam besedo. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Tudi letos, 11. februarja, obeležujemo dan številke 112. To je dan številke za klic v sili, ki je že leta in leta uveljavljena v Evropski zvezi, pa tudi širše. Na ta dan se v bistvu spomnimo ponavadi nekaj zgodovinskih prelomnic in tisto, kar moram vsakič poudariti, je, da Slovenija ima že zelo dolgo tradicijo na tem področju, saj je bila nenazadnje druga država v Evropi, ki je uveljavila to številko že davnega leta 1997. Od takrat naprej pa do danes se je spremenilo marsikaj in tisto, kar se dogaja danes, je predvsem to, da smo na neki prelomnici, ko se zaradi tehnološkega razvoja spreminja tudi številka za klic v sili, ki ga po novem imenujemo komunikacija v sili, predvsem zato, ker ne gre več zgolj za tisti klic, ko pokličete operaterja v centru za obveščanje, ampak za neke vrste komunikacijo, ker se takrat, ko potrebujete pomoč, poleg vašega klica prenese se cela kopica podatkov, ki pomagajo reševalcem pri reševanju. Mogoče samo nekaj zgodovinskih orisov. Že leta 1991 je v okviru Evropske komisije oziroma takratnega organa bila sprejeta odločitev, da se uveljavi enotna številka za klic v sili v celotni Evropi, in potem leta 1998 je bila sprejeta tudi prva uredba, ki je uredila delovanje te številke in tudi obvezo vseh držav, da jo uvedejo. 2-3 leta nazaj je bil sprejet Evropski komunikacijski zakonik, ki je na novo utemeljil delovanje te številke, predvsem pa omogočil razvoj oziroma vpeljavo vseh teh novih storitev, o katerih bom povedal kasneje nekaj več. Številka je praktično uveljavljena v vseh državah Evropske zveze, uveljavljena je tudi izven Evropske zveze, deluje tudi v širšem območju oziroma večjem območju recimo Rusije, potem v vseh balkanskih državah in tudi drugje. Tisto, kar je pomembno povedati, je tudi to, da številka 112 v bistvu, ker je to ena od številk za klic v sili, iz mobilnih telefonov praktično deluje tudi drugje po svetu, tako kot recimo tudi pri nas lahko na mobilnem telefonu kličete tudi na ameriško številko 911 in boste dobili ravno tako številko 112. Če si pogledamo nekaj čisto suhoparnih statističnih podatkov za lansko leto. Tako kot vsa leta do sedaj je tudi v preteklem letu bil najbolj obremenjen center za obveščanje v Ljubljani, se pravi regijski center Ljubljana, z nekje 129.000 klici, dobrimi 129.000 klici v sili. Sledijo mu potem večji centri, kot so Celje, Koper, Kranj, Maribor, in pa potem nekje tretja skupina so manjši centri, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna in pa seveda dva najmanjša centra, Slovenj Gradec in Trbovlje. V Sloveniji še vedno, tako kot imamo že organizirano že od samega začetka, deluje 13 regijskih centrov za obveščanje, pri katerih vsak od teh centrov na območju svoje regije sprejema klice v sili.
Zdaj, če si pogledamo celoten pregled dohodnih klicev, pri čemer moramo opozoriti, da mi v bistvu smo tudi s časom malo spremenili metodologijo merjenja klicev v sili na številko 112, tako da poleg klicev, ki pridejo neposredno na številko 112, in teh je bilo v lanskem letu nekaj več kot 469 tisoč, merimo tudi klice, ki pridejo posredno, to naj si bodi klici, ki so bili prenešeni iz operativno-komunikacijskih centrov policije in so prvotno bili klici na številko 113, kot tudi drugi klici, ki po raznih kanalih pridejo do našega centra in v svojem bistvu pomenijo klic v sili. Tovrstnih klicev, ki jih mi imenujemo dohodni klici, je bilo v lanskem letu nekaj več kot 524 tisoč. Največkrat so ljudje na pomoč klicali zaradi zdravstvenih težav, se pravi, so potrebovali nujno medicinsko pomoč, temu sledijo potem klici za gasilce in pa za policijo. Nekje 90 tisoč vseh klicev, dobrih 90 tisoč vseh klicev, pa so ljudje potrebovali druge službe in sile za zaščito, reševanje in pomoč. Če si pogledamo še malo statistiko klicev po mesecih, nekje v Sloveniji ni bistvene razlike, predvsem zato, ker nismo imeli na srečo kakšne večje naravne in druge nesreče, ki bi v tistem času prinesla večje število klicev. Običajno se pozna malo upada klicev v poletnih mesecih, takrat, ko so ljudje na dopustu. Po urah ravno tako ni kakšnega bistvenega odstopanja od statističnih podatkov prejšnjih let, kar pomeni, da nekako že tradicionalno imamo nekje dva vrhunca. Eno je tam okrog 10. 11. ure in drug vrhunc klicev je tam nekje popoldan okrog 16. 17. ure. Zdaj, v primeru seveda, da se zgodi kakšna večja nesreča, takrat seveda pride do večjega števila klicev v sili. Nekaj takih primerov je tudi tlele vidno v statistiki, in sicer izpostavljen je dan 29. 9. 2021, ko je prišlo v Ljubljani do precej velikega neurja z dežjem, in takrat je število klicev na številko 112 občutno poraslo, kar pomeni tudi precej stresno situacijo za naše operaterje v centrih za obveščanje. Ker praktično so si klici sledili eden za drugim, bilo jih je toliko, da niti nismo mogli obdelati vseh klicev. Zdaj, mi seveda smo s časoma uvajali nove in nove storitve in ena od teh je bila potem tudi možnost pošiljanja kratkih sporočil na številko 112, to so SMS-i na številko 112. Mi tudi v tem primeru beležimo ločeno klice, ki pridejo, oziroma SMS-e, ki pridejo zgolj kot neko sporočilo, ki nima kakšne vsebinske vrednosti, ker vedeti moramo, da se žal dogaja, da zelo veliko ljudi tudi zlorablja številko na način, da pošilja razne nesmiselne tekste, in to je še toliko bolj izrazito pri SMS-ih, tako da smo prejeli nekje čez 3000 SMS-ov, od tega v 481 primerih so bili to takšni SMS-i, da je stekel pogovor med našim operaterjem in pa tistim, ki je poslal SMS, se pravi, so bili dejansko res klici v sili. No, na tem mestu bi jaz resnično prosil ljudi, da pač številko 112 in vse njene storitve uporabljajo res v primeru, ko so ogroženi, in da v bistvu ne zlorabljajo te številke za kakšne druge namene. Zdaj, nekaj let nazaj, to je leta 2015, smo uvedli tudi možnost sprejemanja neposrednih klicev iz vozil.
in sicer iz vseh tistih vozil, ki so opremljena s sistemom samodejnega klica v sili, v primeru nesreče, tako imenovan sistem eCall. Vidimo, da se je zadeva že kar prijela, predvsem zato, ker vsa nova vozila oziroma novi tipi vozil imajo že serijsko vgrajene te naprave. In v primeru pač nesreče avtomobil sam pokliče na pomoč, tudi če voznik v tistem trenutku ni sposoben klica na pomoč oziroma ni sposoben pogovora z operaterjem. Imamo še eno storitev, to je storitev točnega določanja lokacije kličočega. V preteklosti se je ta storitev pokazala kot zelo, zelo pomembna, zato ker se dostikrat zgodi, da ljudje preprosto pozabijo oziroma se v tistem stresu ne spomnijo, kje so. In takrat v bistvu mi pridobimo lokacijo iz samega telefona prek storitve AML. Zdaj v preteklem letu je bilo klicev, ki so imeli zraven podatek o AML lokaciji, nekje 435, se pravi vseh klicev iz mobilnih telefonov je bilo nekje 435 tisoč, tistih, ki so imeli podatek o AML lokaciji, pa nekje 191 tisoč. Zdaj, zakaj je tolikšna razlika? Zato, ker preprosto vsi mobilni telefoni še ne omogočajo te storitve oziroma so še takšne in drugačne tehnične težave, ki so pa v bistvu stvar tako proizvajalcev mobilnih telefonov, kot tudi Googla in Appla kot dveh najbolj razširjenih ponudnikov operacijskih sistemov za mobilne telefone. Kakorkoli že, daleč največ podatkov smo dobili, AML podatkov smo dobili iz Android telefonov, razlog je v tem, da so očitno te telefoni še vedno bolj razširjeni kot Applovi telefoni, in sicer v 70% so prišli podatki iz Android telefonov in v slabih 30% iz Applovih telefonov, pri čemer je v največjih primerih podatek bil pridobljen s pomočjo vedenja o poziciji Wi-Fi vstopne točke, potem v nekaj manj primerih, to je 30 primerih, pa podatek je bil pridobljen s pomočjo GPS koordinat, se pravi iz GPS sprejemnika v mobilnem telefonu. Tisto, kar nas pravzaprav tudi že ves čas, ali pa čemu že ves čas posvečamo zelo veliko pozornost, je tudi kakovost storitve. Zdaj, mi že od vsega začetka merimo storitev s pomočjo dveh podatkov. To je, kako hitro se naš operater odzove ob klicu v sili, in pa drug podatek, ki je za nas pomemben, je, koliko časa traja tak pogovor. Prvi podatek je pomemben predvsem zato, ker ko je nekdo ogrožen, potem sekunde tečejo zelo, zelo počasi in je v bistvu zelo pomembno, da se naš operater odzove čim prej. In mi merimo ta podatek glede na 90% vseh klicev in pri 90% vseh klicev je odzivni čas nekaj več kot 5 sekund. To pomeni, da 90% vseh tistih, ki so poklicali, ne nekaj več, nekaj manj kot 5 sekund, vseh tistih, ki so poklicali na številko 112, se jim je operater odzval v 5 ali manj sekundah. Nekje v povprečju je ta odzivni čas tam dobre 2 sekundi. Sam čas trajanja klica, za katerega želimo, da je čim krajši, zato da lahko čim prej pošljemo reševalne enote, je pa nekje za 90% vseh klicev tam 85 sekund. Nekje se je izkazalo, da je to še vedno tisti čas, ki ga potrebuje operater, da od tega, ki je poklical, zbere vse potrebne podatke, da ne nazadnje potem tudi v primeru, ko gre za klic, ki je namenjen službi nujne medicinske pomoči,
naredi prevezavo tega klica, da potem še ta, ki je prizadet, pokliče oziroma govori z zdravnikom, ki mu lahko da napotke, kako in kaj naj ravna. V glavnem moram reči, da kakšnih drastičnih dogodkov v lanskem letu na srečo ni bilo, to se pozna tudi iz statistike, tako da je statistika nekje v povprečju tega, kar se dogaja v zadnjih letih. Nekje ljudje so se že navadili na številko 112, tako da so se tudi te statistični podatki precej stabilizirali. Kaj pravzaprav so naši cilji za vnaprej? V letošnjem letu imamo kar en tak zelo pomemben cilj, to je uvedba naslednje generacije storitev klica v sili 112, in sicer prek tako imenovane aplikacije, ki bo delovala v omrežju PME-ja. Zdaj, ko govorimo o naslednji generaciji klicev na številko 112, moramo opozoriti, da je bila v bistvu Slovenija pionirka na tem področju, ker smo že leta 2008 vpeljali aplikacijo VAP 112, to je bila neke vrste spletna klepetalnica za mobilne telefone, ki je bila namenjena gluhim in naglušnim, ki so na ta način prek besedilnih sporočil lahko poklicali v narekovajih na našo številko 112 in se potem v obliki izmenjave besedilnih sporočil pogovarjali z našim operaterjem. Za to aplikacijo smo takrat dobili tudi nagrado Evropskega združenja EENA. Zdaj, značilnost te aplikacije, kot tudi številnih drugih, ki se uporabljajo po Evropi, je predvsem v tem, da delujejo samo v okviru lastnih držav, se pravi tam, kjer so bile uvedene. PME-ja je pa v bistvu vseevropski projekt, ki uvaja resnično storitev naslednje generacije, ki bo delovala povsod po Evropi. Se pravi, vsak, ki bo imel na telefon naloženo takšno aplikacijo PME-ja, bo lahko z njo poklical kjerkoli v Evropi in dobil tisti center za obveščanje oziroma tistega operaterja, ki je pristojen za to področje. Recimo, če bo s to aplikacijo poklical v Nemčiji, bo dobil nemški center 112, če bo poklical v Sloveniji, bo dobil naš center 112, če bo poklical v mariborskem koncu, bo dobil mariborski center 112. Zdaj, zakaj je prednost tovrstnih aplikacij? Predvsem ta, da omogočajo prenos ključnih podatkov, ki so lahko zelo pomembni za posameznika. Se pravi, jaz lahko v aplikacijo vpišem neke svoje podatke o zdravstvenem stanju in marsikaj, ki se potem ob klicu na 112 prenesejo samodejno. Poleg tega je aplikacija sposobna zelo natančno pridobiti podatek o lokaciji in tisto, kar je bistveno, omogoča tako govorne klice, kot tudi besedilne klice, in naša aplikacija bo omogočala tudi video klice v sili. To je pa še zlasti pomembno zato, ker bomo s tem dejansko gluhim in naglušnim omogočili, da se z operaterjem v centru za obveščanje s pomočjo prevajalca znakovnega jezika pogovarjajo z uporabo tega znakovnega jezika. Zdaj, v bistvu bi ta aplikacija že morala biti uvedena, malo nas je pri vsem skupaj zaustavila epidemija, še bolj pa trenutne razmere, ki vladajo na svetovnem trgu, predvsem glede možnosti dobav razne informacijske opreme, predvsem so težave pri dobavi raznih strežnikov in podobnega, zato nekako z aplikacijo, ne bom rekel ravno zamujamo, ampak kasnimo, nekih 3-4 mesece, tako da računamo, da bomo
aplikacijo oziroma to vstopno točko PME in aplikacijo lahko vpeljali tam v mesecu aprilu 2022. To je v bistvu tudi naš zdaj dosti realni cilj. Mogoče samo še na kratko informacijo o tem, kaj še počnemo. V letošnjem letu bomo uveljavili tudi storitev alarmiranja in obveščanja ljudi prek mobilnih telefonov in drugih komunikacijskih kanalov. To storitev imenujemo povratni 112 klic oziroma z neko domačo besedo tudi platforma za alarmiranje. Tudi pri tej storitvi zamujamo nekaj mesecev, predvsem zato, ker smo imeli precej težaven mednarodni javni razpis z 2 pritožbama na revizijsko komisijo. Obe pritožbi sta bili ugodno rešeni v našo korist, tako da bo sistem nekje zaživel tudi tja do aprila letošnjega leta. Bo pa v začetku omogočal obveščanje in alarmiranje ljudi prek aplikacije na mobilnem telefonu, kasneje pa tudi prek drugih kanalov, ki sem jih že omenil, to je prek televizijskih sprejemnikov, raznih sporočil podobnih SMS-om na mobilnih telefonih, prek radijskih sprejemnikov v obliki tistih tekstovnih sporočil v RDS vrsticah ali na DAB+ sistemu, prek družabnih omrežij, se pravi Facebook, Twitter in tako dalje. Skratka, vsi kanali, komunikacijski kanali, ki so na razpolago, bodo lahko tudi vključeni na to platformo. Namen platforme je predvsem hitro, se pravi dosti zgodno in pa učinkovito obveščanje ljudi v primeru naravnih in drugih nesreč, predvsem alarmiranje tudi v primeru večjih nesreč, takrat, ko morajo biti ljudje res v zelo kratkem času obveščeni o tem, kaj in kako. Toliko z moje strani, zdaj pa bi prosil, če so kakršnakoli vprašanja. Ja, hvala lepa, gospod Tavčar. Kot že omenjeno, sedaj predajamo besedo vam, dragi predstavniki medijev, da podate vprašanja. Kar izvolite. Zdaj ne vidim nobenih rok. Ja, izvolite. Pozdravljeni, Alen Grmadnik, revija Slovenska vojska. Eno vprašanje samo oziroma pojasnilo, tale zadnji projekt, ki ste ga omenjali, čeprav razumem, je to neka nadgradnja zdajšnjega spina, to, ker v bistvu, če človek sumi, da se je nekaj zgodilo, pa ne ve kaj, pa gre ponavadi na spin pogledati, recimo, je bila neka nesreča, ko vidi dim ali nekaj v tem smislu. In če imate kakšne podatke, koliko ljudi dejansko, ker spin je povezan s številko 112, koliko ljudi to recimo pogleda v primeru kakšnih nesreč? Hvala. Ja, hvala za vprašanje. V bistvu ne gre toliko za nadgradnjo spina, spin bo ostal takšen, kot je in je pravzaprav namenjen informiranju ljudi. Gre bolj za nek sistem, ki bo obveščal ljudi na način, da jim bo sprožil alarm, da se bo to obvestilo prisilno prikazalo ali na mobilnem telefonu ali na televizijskem sprejemniku. In gre za dopolnitev dosedajšnjega sistema javnega alarmiranja s pomočjo siren. Sirene seveda še ostajajo, vendar pri sirenah je bila največja pomanjkljivost ta, da z sireno ste lahko ljudi zgolj opozorili na nekaj, da se nekaj dogaja, niste jim pa mogli povedati točno, kaj se dogaja, medtem ko prek tega sistema boste lahko s pomočjo besedila ali pa kakšnih drugih sporočil natančno ljudem povedali, kaj se dogaja. Zdaj, kar se tiče samega spina, jaz žal tega podatka nimam, bi morali pogledati v našo statistiko. Je pa tako, no, neke naše izkušnje so, da če spin preneha delovati, potem se zelo hitro pride kar veliko raznih
urgentnih sporočil, kaj se dogaja, se pravi, da se spin resnično zelo, zelo veliko uporablja in tudi v zelo veliko medijih ga citirajo in tudi nekateri ga neposredno povzemajo oziroma podatke iz njega. Tako da smo v bistvu zelo zadovoljni s tem, ker s spinom smo res omogočili ljudem, nam vsem, da v bistvu so ažurno in res takoj, ko se nekaj zgodi, obveščeni o tem, da se je to zgodilo in kaj se je pravzaprav zgodilo. Najlepša hvala. Še kakšno vprašanje? Imamo eno vprašanje iz YouTubea, in sicer Anja Ristič iz Planet TV sprašuje: prosim vas, če lahko pojasnite, katero vse podatke naj bi zaobjemal klic na številko 112, da bi ta potekal čim hitreje. Ja, mi smo tudi na našem spletnem portalu objavili nekaj napotkov in tam je tudi napisano, kaj naj bi človek, ki pokliče na številko 112, povedal. Če to na kratko povzamem. Zelo pomembno je, da pove, kje se je to zgodilo, kdaj se je zgodilo, komu se je zgodilo, se pravi, kdo je vse vpleten, kaj se je zgodilo, da čim bolj podrobno in s čim manj besedami, čim bolj jedrnato opiše ta dogodek, koliko ljudi je udeleženih, in to je v glavnem tisto, kar naš operater potrebuje. Seveda so pa naši operaterji izurjeni v tem svojem delu, tako da tudi oni potem vprašajo za vse tiste manjkajoče podatke. Tako da prosim vse, ki pokličete na številko 112, da v bistvu tudi pozorno poslušate, kaj vam svetuje, govori operater, zato ker vas bo v bistvu operater od trenutka, ko ste poklicali, pa do konca vodil čez celoten postopek in resnično mu lahko zaupate, da bo v najkrajšem možnem času naredil vse tisto, kar je potrebno, da vas reši. Tako, najlepša hvala za vsa vprašanja in seveda gospodu Tavčarju za vse te podatke. Tako, s tem zaključujemo novinarsko konferenco in lepo vabljeni prihodnjič in lep pozdrav. Lep pozdrav tudi v mojem imenu.